Dobro jutro iz jutranjega sprehoda. Evo, Maksi pozdravi, jaz pa Maksi se sprehajamo. A poznate te primere, v bistvu je bilo narejenih par raziskav, recimo so nekomu napovedali raka in je čez en mesec je umrl. In potem so naredili obdukcijo in so ugotovili, da on v bistvu sploh ni imel raka, ampak da so mu napačno diagnozo postavili. Tako močen je naš in naš je v bistvu en čudežen mehanizem, ki lahko spremeni tudi naše telo. Recimo, vas zob boli, kaj avtomatsko naredite? Roko postavite gor, ne? In znano je tudi, da so recimo razna, to se pravi Indijanci, pa razna tudi domorodska ljudstva zdravili razne bolezni, pa tudi zlome s pomočjo tega, da so polagali roke na telo. In potem imamo recimo še ogromno drugih primerov, kako lahko v bistvu naše roke in naš sam pozdravi naše telo. Tako močen je v bistvu naš ali nas pa spravi v bolezen, ne? Recimo 30 primerov vseh raziskav, ki jih naredijo, je ozdravljenje preko placebo efekta. Placebo efekt enostavno pomeni, da mi nekaj verjamemo in se pač to zgodi. No, in obstajajo tudi telesni procesi, ki jih jaz učim, delavnice. En izmed teh telesnih procesov je MTVSS, in pri tem procesu polagamo roke na telo in odpravljamo in spreminjamo določene stvari v našem telesu. Naprimer, telesni proces MTVSS je primeren za to, da obnovimo imunski sistem. Maksi, nikamor ne greš. Evo, moram Maksija zapeti, ker tam vidim enega psa. Sam sekundo. Počakaj. Počakaj tu, reč pozdravi. Evo, gremo na povodec. Pardon. Evo ga. En velik pes. A mali pes, to ne gre skupaj. Tako da, evo. Maksi je na varnem. Evo ga. Na povodcu. Skratka, ja, telesni proces MTVSS obnavlja delovanje celotnega telesa. Tako da, če je karkoli v našem telesu, kakršenkoli program, ker to so v bistvu vse programi, napačno delovanje telesa, razne bolezni, ki si jih mi skreiramo, so naši programi, mi si to sami skreiramo, z našim si to skreiramo. In v bistvu nezavedno delujemo toliko časa, dok ne pride do bolezni. Ampak vsaka bolezen se začne v bistvu na nekem duhovnem, miselnem, čustvenem nivoju, ne? No, in MTVSS dejansko odpravlja te programe, ki smo si jih mi naložili in mogoče niti ne vemo, da jih imamo. In jih energijsko raztaplja, zato da lahko telo deluje tako, kot je bilo mišljeno, da deluje. To se pravi optimalno. Aktivira in obnavlja notranje organe, naprimer. To se pravi, če imate kakršnokoli težavo z telesom, je ta proces, ki je nekako najbolj splošen, deluje lahko za vas. Poleg tega, preko telesnega procesa spreminjamo energijo našega celotnega življenja, zato ker je vse povezano. Ko spremenimo energijo našega telesa, se spremeni energijo našega celotnega življenja, zato ker je vse povezano s telesom. Skratka, naš je lahko naš največji zdravilec, lahko je pa naš največji sovražnik. In preko telesnih procesov, preko polaganja rok na telo, tako se ta proces izvaja, lahko spremenimo vse v našem telesu, ker vse dejansko izvira iz informiranja materije. In naše telo je materija, ki jo mi vsak dan informiramo z našimi mislimi. In s telesom MTVSS lahko vse te stvari odklenemo in spremenimo. Tako da, evo, to je to, kaj sem še hotel kaj povedati. Jaz mislim, da je to. Evo, imejte lep dan in zavedite se to, no, ključno sporočilo. Vse se da spremeniti. Vsaka situacija v telesu se da spremeniti in vsaka situacija v vašem življenju se da spremeniti. Ampak vi morate narediti za to odločitev. Morate narediti korak naprej in si reči,
v 3PM, to bom spremenil. Pa ne glede na to, kaj bo potrebno. In lahko se vprašate tudi vprašanje, kaj bi bilo potrebno, da to spremenim? Kakšne so neskončne možnosti za spremembo tega? In ko si boste večkrat postavljali vprašanje, se bo začela energija spreminjati. Kaj bi bilo potrebno, da spremenim to? Kaj bi bilo potrebno, da se to spremeni s popolno lahkoto? Kakšne so neskončne možnosti za spremembo te situacije? In vsako situacijo lahko spremenite, samo ustrajite. Najte si pomoč, velikrat ne morete sami zadeve spremeniti. Tudi jaz si kdaj najdem pomoč. Zato, ker enostavno ne gre, se zatakneš in pokličeš koga, greš na terapijo, ti kdo naredi kak telesni proces, ti kdo naredi barse. Skratka, ogromno enih tehnik danes, ki vam lahko pomagajo spremeniti določeno situacijo. In čisto vsako situacijo lahko spremenite. Tako da, če ste zataknjeni, če bi radi dosegli nek cilj, če bi radi več lahkotnosti, če bi radi več veselja, če bi radi boljše partnerstvo, zapomnite si, vse se da spremeniti. Ampak morate si pa izbrati in začeti to spreminjati. In ko si boste vi to izbrali, boste to spremenili. In prvi korak temu je, da se začnete spraševati vprašanje, kaj bi bilo potrebno, da to spremenim. Ampak to ni dost. Tako kot v fitness, ne? Ni dost. Aha, zdaj bom pa enkrat šel v fitness. Ful lepa postava, ful mišice, super. Ne, to je kontinuiran proces, ki traja in traja. In vsakič ga lahko nadgradite na novo stopničko. In to traja do konca življenja. Od danes pa do konca življenja. Ampak to ne pomeni, da jutri rezultata ne bo. Ja, bo rezultat, ampak rezultat bo inkrementalen in se povečuje. In tako te stvari delujejo. Ampak spremenite lahko pa čisto vse in začnite to spreminjati danes. Zato, ker vsaka pot se začne s prvim korakom. In imejte to zavedanje, spremenite lahko vse. In danes je na voljo ogromno knjig. Za vsako stvar lahko najdete knjigo. In knjiga vam bo dala nove ideje, vam bo dala zagon. Že samo to, da boste videli pozornost na spremembo neke situacije, se bo začela spreminjati. In dosežete lahko čisto vse in spremenite lahko čisto vse. Ampak vi morate vsak dan dati določeno pozornost na neko stvar. Zdaj že, ko gledate ta video, se že nekaj spreminja. Ne? Ampak to ne bo dosti, da boste spremenili celo življenje. Boste mogli še kaj druga narediti. Ne? Kak korak v to smer. Ne? In tam, ko dajete pozornost, tam se materija spreminja. In mi s svojim pogledom, s svojo pozornostjo, z vprašanji, z polaganjem rok, z access barsi, dejansko spreminjamo materijo. Z našimi mislimi lahko spreminjamo materijo. In to je dokazala tudi kvantna fizika. To se pravi, naše misli lahko spreminjajo svet okoli nas. Čeprav se nam zdi, ta list je trden, ne morem ga spremeniti. Evo ga, tole. Ne morem ga spremeniti, ampak dejansko mi ustvarjamo in spreminjamo čisto vse okoli nas. In vse okoli nas je naša kreacija. In to je dokazala kvantna fizika. Lahko si preberete tukaj o kvantni fiziki ali pa pogledate na YouTube kak video o kvantni fiziki, pa vam bo po mojem bo ful zanimivo, če vas to zanima. Skratka, mi ustvarjamo vse okoli nas in ko prevzamemo 100% odgovornost tudi za vso sranje, ki smo si ga skreirali, potem lahko ga odkreiramo, pa odkreiramo nekaj dobrega. To se pravi, kakšne so neskončne možnosti za to, da spremenite karkoli želite spremeniti glede vašega telesa, glede vašega življenja in pač akcija. Evo, jutri imate eno priložnost, ni treba, da prijete na mojo delavnico, v bistvu ne prijete na mojo delavnico. Skratka, jutri je ena priložnost, ki jo ponujam jaz, ponujajo ogromno drugih ljudi, ogromno je napisanih knjig, ogromno je teh delavnic danes, ne? In ni važno, na katero greste, samo pejte. Zato, ker vsaka taka stvar vam odklene en delček vas, da lahko dostopate do neskončnosti in do neskončnega polja, ki mu vsak reče drugače, en reče temu kvantno polje, en reče temu Bog, en reče temu energija, vesolje. Vsak korak vas bo pripeljal naprej, potem se bo pa enkrat zgodil preboj in boste naredili večji korak naprej. Tako da evo, to je to, moje sporočilo za danes. Gremo z Maksijem naprej, treba danes še kaj narediti, ura je že veliko. Lepo bodite, pa se vidimo.